Mogoče še par besed o meni. Tako kot sem rekla, mene poznate, večina po moji strokovni plati v domačem okolju, sem pa drugače, ker sem zaposlena že veliko let v pač Novem mestu. Delam kot profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in v bistvu teče že moje 20. leto službovanja. Imam različne izkušnje na različnih področjih, se pravi od rehabilitacijskih predšolskih skupin z otroci z polževim vsadkom, potem največkrat zadnjih, bom rekla, 15 let pa delam z otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in pa z otroci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč v pač rednih osnovnih šolah. Tako da pač je to na kratko meni. Sem pa mama dveh najstnikov in imamo pač, smo šli že skozi te faze razvoja, o katerih bom danes probala nekaj stvari povedati. Ampak jaz pač imam vedno nek sistem predavanj takšen, da povabim vse sodelujoče oziroma vključene v predavanje k sodelovanju. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da če človek doživi nekaj, kar mogoče drugače ne bi razumel, doživi na lastni koži, potem lažje razume in tudi lažje ve, o čem teče beseda. Zato bi mogoče to našo rutino, bom prekinila deljenje, ugasnjenih kamer prekinila, pa vas bi prosila, da si jih prižgete za kratek čas. Ker bi vas rada spodbudila k enemu kratkemu preizkusu, da začutite, kaj to sploh pomeni, če otrok ima težave z grafomotoriko. Tako da pa prosim, če imate kje v bližini en svinčnik, pa nekaj zapisati, če si to vzamete. Malo izziva. Okay. Super, mislim, da večina že ima. V glavnem, kako to izgleda, če ima otrok grafomotorične težave, ne more dohajati, boste, upam, da začutili zdaj na lastni koži. Zato vas prosim, če vzamete pisalo v svojo nedominantno roko. Se pravi, če pišete običajno z desno roko, vzamete pisalo tokrat v levo roko. Ja. Predvidevam, da so že težave z samo pozicijo, pozicioniranjem svinčnika, kako ga prijeti, kako stoji v roki, drugačen občutek je. Ja? Mi smo pač odrasli, imamo natreniran, bom rekla, naše funkcionalna pismenost je že tako natrenirana, da enostavno nam gre za dominantno roko predobro. Tako da izbrala sem besedilo nareka, tako, ki ni običajno in je zelo zahtevno, zopet z namenom, ker smo odrasli. Tako da vas lepo prosim, če pač poslušate in začnemo z pisanjem, tako kot pišejo otroci v šoli, po nareku. Posebni tribunal za Libanon je časovno gledano zadnje internacionalizirano kazensko sodišče Težko. bilo ustanovljeno strani
Združenih narodov kot specifična sodna iniciativa tranzicijske pravičnosti in učinkovitega boja zoper nekaznovanost v Libanonu. Ne gre. Ne gre. Obupali. Mislim, da bi cvek dobila. Se bi prosila, zdaj, če se kdo pogumi, pa malo opiše svoje občutke ob tem našem znanstvenem nareku. Ja, meni je recimo bila že težava, ne vem, ali bi pisala iz leve proti desni, ali z desne proti levi, enkrat sem v eno stran pisala, ne, že to mi je bila. Tako da pol besed sploh sem preslišala, ker sem se to koncentrirala, da bom prav pisala. Tako da pol sploh, mislim, ene par besed sploh napisala nisem, ne, ker si jih nisem zapomnila. Dvigni, da vidimo, koliko si napisala. A, se je, kar? Dobro, dobro. Samo čitati pa ne bi znala, prebrati pa ne bi znala. V bistvu Petra je zdaj super opisala tipične grafomotorične težave in počutje otroka v recimo drugem razredu ali pa prvem razredu pri nekem zapisovanju ali pa še prej pri samih grafičnih simbolih ali pa nekih črtah. Ker v bistvu vidimo, ne, da se je ukvarjala samo z samo držo svinčnika, ker je bilo težje, z držo svinčnika, z pozicioniranjem, najbrž tudi, kje bo začela, na kateri črti, ne, in vse to so tipične, ne, kaj šele potem čitljivost pisave, ki jo zahtevamo, kaj šele, da potem napišeš vse besede, ki jih učitelj prebere in tako dalje, ne. V bistvu gre za eno kompleksno zadevo, ki vam jo upam, da bom danes uspela pač predstaviti. Da se pa vrnemo nazaj k naši k našem, torej, izkušnjo nareka smo dali čez, upam, da si zdaj predstavljate, za kakšnimi težavami grafomotorike otrok, ki ni spreten na tem področju, vstopi recimo v osnovno šolo, ne, kjer se pa to od njega pričakuje. Zdaj, jaz se bom najprej osredotočila na samo motoriko in kaj to je. Vidim, da je veliko tudi učiteljic in zagotovo to poznajo, ampak mogoče za osvežitev, ne. Torej, motorični razvoj predstavlja pomemben proces učenja, kjer se otrok nauči uporabljati mišice za gibanje telesa. Motorični oziroma ta gibalni razvoj otroka je pa precej predvidljiv in je v bistvu napreduje po nekih določenih zakonitostih. Mi točno vemo, poznamo neke mejnike in lahko bolj ali manj napovemo, kako se bo otrok razvijal. Seveda, moramo upoštevati individualna odstopanja, ker ne vsi otroci shodijo pri enem letu ali pa, ne vem, plazijo pri 9 mesecih. Odstopanja so, ampak kljub vsemu pa neke kriteriji oziroma mejniki pa obstajajo. In otroci pač na tak način osvajajo pač svojo motoriko oziroma razvijajo. Zdaj pa, kaj ima motorika sploh z samo grafomotoriko? Zdaj, besede verjetno poznate, rada bi vam pa pač opisala prepletanje in pomen velike motorike, fine motorike in pa seveda grafomotorike. Zdaj,
groba motorika oziroma ta velika motorika se začne, to gibanje se začne že v nekem zgodnjem obdobju oziroma ko se otrok rodi, ne. In otrok v prvem letu doseže največji razvojni napredek na področju te velike ali pa grobe motorike, saj pride iz tega horizontalnega, tam smo videli enega dojenčka, imamo danes tudi na predavanju, iz te horizontalnega položaja pride v vertikalnega, se pravi v stoje. In to mora usvojiti, ne. Razvoj velike motorike poteka v dveh smereh, in sicer ena je od vratu navzdol, od glave navzdol, ko najprej usvoji otrok nadzor nad gibanjem glave, vratu, ramen, ne, in trupa in na koncu še nog, ne, in tako se tudi postavlja in hodi. Potem pa približno pri 3 letih pa osvojijo otroci večino nekega naravnega gibanja, kot so recimo hoja, tek, plazenje, skoki, poskoki, prevali, dviganje, nošenje, valjenje in tako naprej. Ampak še niso tako gotovi vase, si ne zaupajo in to trenirajo. Jaz bi tukaj poudarila pri veliki motoriki eno stvar, ki je povezana direktno z grafomotoriko, in to je plazenje. Plazenje pri otrocih pogosto oziroma vidimo, da ta razvojni korak preskočijo in zaradi tega, ker ga preskočijo, ni razvito to križno gibanje in zaradi tega lahko pride do težav pri stranskosti, bomo videli potem pozneje, ki pa vpliva na samo grafomotoriko. Tako. Potem imamo fino motoriko. Kaj je fina motorika? Fina motorika vključuje uporabo mišic rok, kot so te mišice v zapestju in prsti. Te mišice skupaj z možgani pač nadzorujejo in usklajujejo to gibanje naših dlani in prstov, ki jih mi uporabljamo pri različnih dejavnostih, na primer pri pisanju, striženju, sestavljanju, oziroma kar pri vseh vsakodnevnih opravilih, ne. In če so te finomotorični gibi učinkoviti, to pomembno vpliva na natančnost in kakovost nekih različnih opravil. Se pravi, bolj ko so gibi rok razviti, bolj natančna bodo tudi različna opravila, ne. Tako da razvoj finih gibov se pa kaže pri risanju in pisanju, ne. In sicer otrok, prva faza, ko prime pisalo, ga drži tako, da ga prime za celo roko, in šele pozneje pol to pač z blazinicami prstov, ne. Pincetni prijem se pa razvija že dokaj zgodaj. Seveda ga še otroci ne znajo uporabljati, ampak se pa razvije in se pač uri, no. Tako. Zdaj pa gremo k sami grafomotoriki. Jaz sem vam napisala 2 trditvi, in sicer, kaj je grafomotorika. Prva piše, je sposobnost in spretnost pisanja. In v bistvu to drži, ne. Ampak to je ena, bom rekla, splošno znana definicija, ki pa ima tak ožji pomen. Ampak drži, ne. Če imaš dobro razvito grafomotoriko, boš bil spreten in uspešen pri pisanju. Ampak hkrati pa izza te osnovne definicije leži pa veliko področij, in sicer zahteva, če hočeš torej dobro pisati, rabiš tudi sposobnost, poleg natančnega obvladovanja fine motorike, tudi sposobnost koordinacije oči, rok,
telesa in pa vizualno-motorično planiranje ter mišični nadzor rok, dlani in pa prstov. In če tega ni, če kateri od teh sistemov pač ne deluje, se pri otrocih pogosto potem pojavijo težave pri grafomotoriki. Bomo to zdaj še povedali malo bolj natančno. Zdaj pa v bistvu, kaj vpliva na ustrezno grafomotoriko. Razvoj grafomotorike je pač tesno povezan, to sem že povedala, prva alineja, z razvojem fine motorike. Dejavnosti, ki jih otrok pač izvaja, morajo biti namenske. Otrok mora vedeti, zakaj nekaj izvaja, ker ob tem tudi razvija te miselne povezave. In na razvoj teh grafomotoričnih spretnosti vpliva mnogo dejavnikov. Bi pa mogoče tam še povedala, da dobro razvita grafomotorika pač pri pisanju vpliva na oblikovanje teh potez, se pravi pri rokopisu. In otrok, ki ima dobro grafomotoriko, ima dober rokopis oziroma lažje oblikuje, lepše oblikuje te poteze pri pisanju in je hitrejši in manj utrujen. In temu v bistvu mi rečemo funkcionalno pisanje. Funkcionalno pisanje je pa sestavljeno iz čitljivega rokopisa in pa to učitelji zahtevajo v šoli in tudi seveda to je pomembno in pa sprejemljive hitrosti izvedbe. So odstopanja, eni malo hitrejše, eni bolj počasi, ampak še vedno mora biti zadosti hitro, da otrok, ne vem, dohaja učitelja ali pa neko prepis table ali karkoli. Tako. No, zdaj pa mišični tonus. Kaj je mišični tonus? Vsak človek ima v svojih mišicah, to ste tudi zagotovo že slišali, neko mišično napetost. Tudi takrat, ko človek spi, ko mišice počivajo, je v njih določena pač napetost. In ta mišična napetost človeku omogoča to pokončno držo in pa da se lahko hoteno giba. Torej, da jaz rečem, sem šla pa tam in se bom premaknila in bom naredila to in to. Isto je pri prstih, pri rokah, tudi v mišice imamo tudi po prstih in enako je tukaj mišični tonus. Ampak ta tonus na teh prstih pri otroku dozori šele tam pri recimo 6 letih. In tudi od tega mišičnega tonusa je odvisno, kako bo otrok držal recimo svinčnik. Za pravilen prijem torej tega pisala, svinčnika, je otrok zrel tam nekje po 6. letu. To ne pomeni, da ga prej ne bo držal, da ga ne bo, odstopanja so, da ga ne bo držal, ampak dejansko njegova zrelost sistema in tega mišičnega tonusa je pa točno tam, kjer se začne opismenjevanje, torej v šoli. Tako da na to je pametno biti pozoren, ker če boš ti od otroka pri, ne vem, 2 letih pričakoval, da bo njegov mišični tonus pravilen in da bo on oziroma ustrezen, da bo on držal svinčnik tako na lahko, da ne bo pritiskal na podlago, je to pač nemogoče, ker ni še njegov sistem oziroma ta tonus ni dozorel. Se pravi, to se kaže, da pritiskajo močno na podlago, manjši otroci, potem se pa to vse bolj rahla, sprošča in postaja ustrezno. Tako da to. Potem naslednja, toliko bi zdaj o mišičnem tonusu, naslednja je stranskost. Kaj je stranskost? Stranskost pomeni, da mora vsak človek vedeti, katera je njegova dominantna noga, roka, uho in oko. In stranskost je pogosto prirojena. To je to, ali smo desničarji, ali smo levičarji. In desničarstvo je v bistvu v večini primerov dominantno. To pomeni, da je več desničarjev kot je levičarjev. Gotovo pa, ali pa najverjetneje pa pri otroku, ki je levičar, je v družini nekdo,
še, ki je njegova prednostna roka, recimo leva. To je skoraj da povsod se to najde. No? Torej je to neka podedovana lastnost. In pomembno je, da otroka, ker smo mi desničari, naš otrok pa kaže, da bi bil levičar, da ga ne usmerjamo, ampak da mu damo možnost, da se sam odloči. Zdaj, starši pogosto, ko imajo majhne otroke, otroci grabijo na začetku z obema rokama. Pa ker so sami desničari, pa mu kar potisne žlico ali pa barvico ali karkoli v desno roko. Ne, pač tega se ne dela tako, ampak kako to narediš, da daš recimo svinčnik ali pa žlico, karkoli pred njegove otrokove roke so na mizi, pred njega na sredino položiš barvico in potem počakaš, kaj otrok naredi. S katero roko bo prijel, tiste v redu, sploh pri majhnem, 2-letnem otroku. Ne. Tako da na začetku bo zagotovo z obema, potem pa se bo vse bolj kazala ta njegova stranskost in kje bo prijemal, ne vem, skozi desno ali pa skozi levo. Zdaj, pomembno je, torej rekla sem, da je pomembno tudi ne samo roka, katera je dominantna, ampak da je pomembno tudi, katero je dominantno uho, katero je dominantno oko in katera je pač dominantna roka. Zakaj? Zato, ker skozi te, to je pa pač senzorika, skozi te dominantne poti mi pridobivamo večino informacij, ki jih zaznavamo. Se pravi, če bo otrok, pa se tega običajno niti ne zavedamo, recimo, če otrok ima desno uho dominantno, pa sedi ob, ne vem, oknu, to recimo v šoli, ali pa v vratih, kjer prihaja neka količina hrupa v razred. In kaj se zgodi? Ker prihaja z njegove desne strani, ki je njegova dominantna, pa še pol je zanimivo, pa se še bolj obrača tako, se zgodi, da sploh ne posluša učiteljice, ki je tam spredaj in mu prihaja njegov glas z leve strani in je pozoren na desno in presliši vse, kar se dogaja dejansko v razredu. Zato je pomembno tudi, da te informacije, enako je z očesom, da pogledamo, s katere strani, katera je pač stran tista, ki je dominantna. Ni pa nujno, da so, se pravi, prednostne desna roka, desna noga, desno uho, desno oko. Se v večini primerov, mislim, ne v večini, pač lahko je, ali pa ne. In temu rečemo križna stranskost. In ta križna stranskost, pa ko pogledamo, recimo pač prideš dodatna strokovna pomoč ali pa kakšne diagnostike in če opaziš pri otroku, ki je učitelj zaznal, ne vem, neke težave na področju, ne vem, branja, pisanja, če opaziš pri tem otroku, da je ta križna stranskost, pogosto to pomeni, da to pogosto vodi v razvoj nekih učnih težav in si takoj bolj pozoren, tako da te stvari so pomembne. In tudi, če ni dominantnosti, zdaj pa se vrnemo k naši grafomotoriki, če ni dominantnosti, se lahko pojavi zamujanje razvoja na področju, se pravi, fine motorične neke dejavnosti. In poleg tega se pa lahko zgodi še to, da otrok kaže negotovost glede smeri. Menja črke B, D, recimo, piše zrcalno in tudi ne morejo opravljati teh križnih gibov. To so gibi čez sredinskost telesa. Te križni gibi se pa v bistvu pomembno je tukaj, to, kar sem pa že prej povedala, pa tukaj pomembno plazenje. In če tega ni, je bila verjetno pogosto preskočena faza plazenja, kar se pa potem lahko pokaže pri učenju pisanja, kjer so pomembni križni gibi, to je pisana črka L, torej križaš, pisana črka E,
pisana črka H in tako naprej. Ne. Te, ko imajo te križne gibe, so zopet lahko težave zaradi stranskosti pri teh stvareh. Ne. Tako, mislim, da sem tle kar izčrpna, ker so stvari pomembne. Potem pa imamo še naslednja, je pa telesna shema. Ne? Telesna shema ali pa zavedanje lastnega telesa. To se začne že takoj po rojstvu. Otrok v bistvu raziskuje svoje telo in pa ga umešča v nek prostor in tudi razvija orientacijo na svojem lastnem telesu. Zdaj, kako to lahko preverimo? Preverimo tako, da mu rečemo otroku malemu, ne, v predšolskem obdobju, primi se za levo uho, primi se za desno uho, primi se za nos, ne vem, primi se za glavo in tako naprej. Potem vidiš za levo nogo, za desno nogo, potem vidiš, če ta orientacija na lastnem telesu, če je v redu. Ne. Otroci in odrasli, ki imajo to moteno telesno shemo, ne, se kaže splošna dezorganiziranost na vseh nivojih. Ne, in otroci imajo, to vam bom tudi pokazala, nekaj primerov, v teh primerih težave pri prostorski organizaciji zapisa. Se pravi, kaj to pomeni, če imamo list zvezek, učiteljica reče, začnete pisati zgoraj levo, bo on začel pisati na sredini spodaj, ne vem, in bo pisal od spodaj gor, ali bo pa začel pisati v zgornjem levem kotu, potem bo pa šel proti sredini. V glavnem, dezorganiziranost pri tej prostorski organizaciji zapisa. To se zelo lepo vidi v zvezku, ko pogledaš te stvari. Lahko pa tudi, potem ko pride do pisanja, spuščajo vrstice, pa črke so neenakomernih velikosti, lahko menjajo tudi vidne podobe črk in jih pol napačno zapisujejo. Tako da to. No, potem je pa drža telesa, roke pa pisala. Tudi zelo pomembna stvar, ki vpliva na grafomotoriko. In sicer v bistvu moramo biti že od začetka pozorni na držo telesa pri recimo pisanju ali pa pri risanju. Ne? In otroku je treba vedno pokazati, kako se pravilno sedi, recimo to je prva stvar. Zakaj? Zato, ker ta ustrezna drža telesa pri pisanju zmanjšuje napore mišic pri pisanju. Ne? Ker ti, če pišeš, recimo v vrtcu ne toliko, ampak pol v šoli, ko pišejo, ne vem, 2 uri, ne, so tvoje mišice fajn delajo in če ne sediš pravilno, je to lahko velika težava in prihaja do hude utrujenosti. In otroci so lahko utrujeni, če imajo težave z grafomotoriko in če imajo težave z držo telesa ali pa roke, kot bom povedala, pa pisala, so utrujeni tudi resnično zaradi tega in vzame to veliko energije. Tako da doma, recimo za starše, jaz bi priporočala trip-trap stolček. To mislim, da vsi vemo, kakšen je. Jaz sem ga uporabljala, moj sin ga je, mislim, da imel do 5. razreda v svoji sobi. Zakaj? Zato, ker se krasno prilagaja. Zdaj vem, da je teh modernih variant in različic, ampak trip-trap stolček se krasno prilagaja otroku. In vedno je pomembno, da je otrok da so njegove noge fiksirane. Ne. To je meni fenomen, ko jaz pridem na DSP v osnovne šole in drugi razred ima še običajno to poštimano, pa jaz ne vem, kaj mislijo ravnatelji, da otroci v enem letu zrastejo za 20 cm, ker dobijo 20 cm više mize in potem jim noge bingljajo ali pa miza pride tako, če si predstavljate do tukaj in tak otrok, še tak, ko nima težav z recimo grafomotoriko, ima velike težave pri teh stvareh. Tako da pomembno je, ko sedijo, da je stol dovolj visok, da so komolci tako pod kotom 90 stopinj, če si predstavljate sproščeno na mizi, da so te mišice sproščene, da ni napetosti. Mislim, da tudi v vrtcu se to fino prilagajajo te stolčki pa mizice in tako. So pa otroci zelo
različni, ne? Eni so večji, eni manjši, treba poiskati pač primerne stvari. Starši doma to veliko lažje, no, kot pa vem, ena institucija. Tako da to podplati morajo pač ležati na tleh, nefiksirani, ali pa s pručko, če je stol previsok oziroma normalno visok, ne. Se pa podložijo blazinice, ki morajo biti dovolj trde, da se ne gunca, ker če se guncaš, ni fiksacije telesa, ne. Tako da to je, kar se tiče samega telesa. Roke, sem rekla, sproščeno na mizi, oprijem pisala je pač z tem pincetnim prijemom oziroma tripodnim. To sem že prej kazala, pač mislim, da vzgojiteljice to poznate, starši mogoče še vsi ne. Kako otroka pripravi do tega, da bo pravilno, upam, da me vidite, ne, se vem, da sem zelo namajno, kako ga otroka pripraviti, da bo pravilno prijel svinčnik, ne. Pač v tem predšolskem obdobju se vse stvari dogajajo preko igre, ne, in je prav tako, in torej imamo en kljunček, pip, 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 ptiček, ki ga najprej malo požgečka in tako, potem pa ta ptiček prime, upam, da vidite, se vidi, prime s kljunčkom svinčnik in v taki poziciji je svinčnik v trenutku v pravilnem položaju in v pravilni drži, ne. Tako da pa še govor lahko trenirate zraven s pi, pi, pi. Tako da to je pač ta pravilen. Pri pisanju morajo biti pa ta mezinec, zunanji del dlani in del podlahti pa na delovni površini, no. Tako. Zdaj pa, mislim, da sem bila tudi tukaj izčrpna, boste še pa vprašali, če ima kakšno vprašanje kdo. No, potem so pa te spodbude iz okolja, ne. Zelo pomembno je, da imajo otroci pač spodbudno okolje. In v tem spodbudnem okolju, če mi želimo ustrezno razvijati grafomotoriko, je fajn, če bodo v bližini otroka vedno neka pisala, ki jih lahko uporabi, kadar on to želi. Se pravi, barvice, svinčniki, tudi kemiki se to zelo radi pišejo, ne, in papir. In je to zelo dobrodošlo. Hkrati pa je fajn, če še vidi nekoga, ki to uporablja. In tak otrok bo zagotovo imel, kar je pomembna tudi ta spodbuda iz okolja, bo imel in stik z pisali in z ne vem, nekimi pač pripomočki, ki so pomembni pri grafomotoriki, da ne bo imel potem težav. Recimo, jaz bom tulele izpostavila, mi živimo v okolju, kjer je veliko romskih učencev, ne, in to se pač žal vidi, ne, oni takih možnosti verjetno nimajo kot naši otroci, da ko pridejo, predvidevam, v prvi razred, zdaj črnomaljskih toliko ne poznam, meni so bolj poznane težave novomeške, ampak mislim, da dosti ni razlik, pač nimajo stika, nimajo izkušenj, ne vejo, kako prijeti, mogoče celo prvič dobro vidijo, ne, ampak držijo pa svinčnik v rokah ali pa barvice v rokah in dejansko jim manjka ta zelo pomemben del in so potem tudi težave z grafomotoriko, no. Pa seveda še druge, o katerih bi lahko še, ampak ne bomo danes. Dobro. No, pa v bistvu sam razvoj grafomotorike. V razvoju grafomotorike ločimo več stopenj. Prva je ta stopnja čečkanja, ki je nekako značilna že za dvoletne otroke. To so te sunkoviti gibi, nekontrolirani, otrok prehaja, pač ti mu daš list papirja, ampak on prehaja čez meje, ne. V tem primeru je boljše, da date večje površine oziroma večje liste papirja, zato da ima otrok večjo površino za pisanje, ne, oziroma pač čečkanje, dajmo reči. Otroci opazujejo sled v bistvu in jim to pisalo jih v bistvu navdušuje, ne, in pol gledajo in barve spreminjajo in to. Je pa pomembno, da so barve, v bistvu ta pisala naj bojo v teh zgodnjih obdobjih
bolj debela. Ne tiste tanke barvice, ker otrok ga še, ker nima dobre fine motorike, ne more prijeti tiste tanke barvice in je dobro neko bolj debelo pisalo, debele barvice, pa še nekaj, naj bojo mehke. Jaz pa, če vem, barvice, kvalitetne barvice so zelo drage barvice, ampak se splača. Zakaj? Zato, ker otrok dejansko tam lahko vidi in uživa v tisti sledi, ki jo pušča, ki ena trda barvica iz špara ne bo dala. Dobra, kvalitetna barvica pa je. Tako da to je pomembno tudi. To je ta prva faza tega čečkanja in opazovanja, pa je stopnja oblik. Se pojavi okrog 3 let in otrok tukaj že začne risati različne osnovne oblike, kroge, kvadrate, križe, ikse, pa v bistvu nenavadne oblike. In tu se že začne posnemanje in prerisovanje. Ga že zanima, že opazi in že posname in tudi nariše. V bistvu prva oblika je, ki se otrok nauči, je krog. In potem mu sledi kvadrat, potem pa šele potem nek trikotnik. Tam pri recimo 5 letih, prej otrok ni, seveda, z odstopanji se razumemo, to, kar govorim, je pač vedno en otroci prej, enim pozneje, ampak tu nekje pa se nauči narisati trikotnik, in šele potem druge zahtevnejše oblike. Tako. Potem so pa te faze vse v bistvu pomembne pri tem razvoju in opazovanju otroka. Pa sledi stopnja skic in sicer otrok neki 2 preprosti obliki sestavi v zahtevnejši nek vzorec ali pa kombinira z nekimi črtami in pol nastanejo nove oblike, ki jih otrok poimenuje. Recimo lahko nastane, ne vem, nariše nekaj, kar nas ne spomne na avto, on pa reče, da je to avto, ali pa to je mama, to je, ne vem, pač on jih poimenuje po svoje, so nekaj abstraktnega, ampak on ve, kaj je risal. In potem pa sledi tista stopnja risb, ko jo otroci večinoma dosežejo tam med 4. in 5. letom, eni že prej, in ko začnejo risati črte, že tudi zunaj likov. Se pravi, tu so pa nastajajo tiste prve nogice iz glavonožca, pa lasje, pa roke in tako dalje. In v tem obdobju otroci že tudi začnejo, jih zanimajo črke, jih začnejo posnemati. Lahko se že celo naučijo napisati svoje ime, ampak to ne pomeni, da oni dejansko vejo, da je to črka, da se zavedajo, da je to beseda, da ima ta beseda glasove. Ne, oni samo se posnemajo in to napišejo. Ni nujno, pa to pogosto vidimo pri otrocih v tem predšolskem obdobju, da so, ne vem, črke zrcaljene, da jih obrnejo na glavo v svojem imenu, recimo, ko piše, ampak ker je to zanj oblika, njemu ni pomembno, ali je J obrnjen ali pa B obrnjen v levo ali v desno, ali je A na gor ali na dol, je pa pač zanj ta oblika. No in tako nekako pridemo otrok pač do tega risanja in zaznavanja teh oblik. V bistvu pa se pa lahko pogovarjamo tudi o fazah rokopisnega pisanja, ta predkaligrafska faza se mi zdi, da kar sovpada z temi stopnjami, ki smo jih povedali. To je to, ko otrok odkrije, da svinčnik pušča sled in spozna, da on svinčniku ukazuje in pol z njim riše razne stvari in v bistvu tudi ugotovi, da lahko na tak način se sporazumeva s svetom. Mami, ati, glej, rišem in tako naprej. Potem sledi kaligrafska faza pisanja in ta se pa začne z učenjem črk in pisanja. In takrat recimo je v vstopu v šolo je otrokova
otrokova spretnost že takšna, naj bi bila, no, da je sposoben natančno posnemati neke like in simbole oziroma pač te črke, kot mu jih pokaže učitelj. Se pravi, učenje črk, učenje pisanja besed, in tu je še nekaj, ne, tu je pomemben estetski videz. In otroci zelo, ker jim je to pomembno, ker hočejo biti čim bolj natančni, zelo posnemajo ta videz, estetski videz učitelja, in je rokopis natančen in urejen. To tisti, ko imate starejše otroke, tudi boste videli. Rokopis je odličen in urejen in natančen, ne, ampak potem drugi razred, če tretji, no, kakšne pridne punčke še naprej, ne, ampak potem se pa, to pa jaz lahko iz svoje lastne izkušnje tudi povem, ne, potem se pa to bistveno spremeni, ker se otrokova pisava začne tam pri 9-10 letih, začne spreminjati in pač dobivati individualne značilnosti. Mi ljudje pač vsak ima svoje, vemo, vsak ima svojo pisavo, vsak ima nek slog pisave in lastni stil in pač temu slediš, ne, in si jo oblikuješ. Mislim, da se to pa kar, tukaj sicer nisem se poglabljala v neke raziskave, ampak jaz mislim, glede na lastno izkušnjo, da se pač pisava vse skozi spreminja in to. Bi pa tule mogoče rekla, da pač zgubljamo v današnjem času pomen, ker pisava in delovanje možganov in pomnjenje in vse je zelo pomembno in povezano, in v današnji tehnološki dobi in tem vsem računalniškem svetu je pač tako, da pozabljamo na rokopis, žal, ne. Tako da pozdravljam vse tiste tedne pisanja z roko in take projekte, ki to spodbujajo, ne. Upam, da bo pač to, da se bomo zavedali, ne samo v šoli, ampak še drugje, tudi pomembnost tega, ne. Tako, okej, dobro. Zdaj pa smo že pri težavah z grafomotoriko. Jaz ure nič ne gledam, ker samo tečejo misli. Upam, da nisem že predolga pa dolgočasna. Ne, sploh ne. Je že toliko, ampak bomo naprej poslušali, ker je zelo zanimiva. Okej, hvala. Torej, težave z grafomotoriko so pa kaj? V bistvu, jaz sem vam povedala sisteme oziroma ki so pomembni za to, da funkcioniram ta grafomotorika tako, kot mora. Ampak, če so ti sistemi nedozoreli in pa, ali pa da je otrok bolj nespreten ali pa, ne vem, manj spreten, se pa lahko pojavijo težave ob tem, da seveda okolica zahteva od otroka, da lepo piše, da hitro piše, da je vse urejeno in tako naprej, se lahko pa pač pojavijo negativne kompenzacije, če niso torej ti sistemi, ki sem jih, oziroma sistemi, ki sem jih prej omenila, niso dovolj razviti ali pa otrok nespreten. In to vpliva pa na otroka lahko tako zelo, da prihaja do čustveno-vedenjskih težav, do slabe samopodobe in seveda kaže se to kot recimo v šoli, kot počasenje, grdo piše, nima nobene volje, nobene želje in nobene vztrajnosti, ne. Lahko pač vse izvira iz tega. Kaj pa so posledice te negativne kompenzacije? V bistvu, negativna kompenzacija je najpogosteje, bom pokazala eno slikico, napačna drža pisala. To je ena najbolj tipičnih to. Jaz vam moram povedati mojo izkušnjo, ko prihajam na DSP, in sem, mislim, da je 3 leta nazaj prišla v 1. razred, pač kot dodatna strokovna pomoč. In kaj sem ugotovila? Prej pa nekaj let nisem hodila po rednih osnovnih šolah, in sem ugotovila, da je imelo več kot pol razreda nepravilno držo pisala.
In jaz sem bila v bistvu zgrožena in potem sem to pač tudi, učiteljica mi je sama povedala, da je dejansko iz leta v leto slabše in pa se to probali sanirati, opozarjati in delati na teh stvareh. No. In na tej slikici je zelo dobro vidna, kako drži, ne. Punčka sem vam prej pokazala, kako bi moralo biti. Ta svinčnik je obrnen tam, moral bi biti proti njej, no, tole vdolbinico. In zdaj, kako lahko pomagaš? No, tole je deklica na naši šoli. Upam, da se vidi na slikici, je naša učiteljica ji navezala gumico in jo je v bistvu dala na zapestje, se to za dolgo ne, ampak bo po mojem še nadgradila patent, da bo bolj udoben in je takoj potegnilo v pravilen položaj roko, ne. Tako da to, imam še par primerov, no, to zdaj na tele sliki vidite več teh nepravilnih drž svinčnika, v praksi vidiš marsikaj, otroci se znajdejo na različne načine, ob tem pa jaz pogosto pač, ko sem koga diagnosticirala, pač potipaš tudi, ko med pisanjem ga opozoriš, prosiš, če lahko, v glavnem, ko potipaš njegovo roko pri pisanju, to so mišice zakrčene, celo telo je v krču, oni se, ne vem, kaj se, jaz sem že videla, kako pišejo leže na mizi, da si podpirajo glavo, da pišejo z dvignjenimi dlanmi, ne vem, kako sploh to uspe, ne, da dlani niso podprte, se pravi, da je dlan, namesto da bi jo držala in počivala na mizi, je v zraku, ne, in to se otroci se blazno trudijo ob tem, ne. In hkrati pritiskajo, ni občutka na podlago, pritiskajo, da je videti čez 10 listov, ne, še naprej, kaj si pisal, potem roke so, če potipa kakšna učiteljica ali pa vzgojiteljica pri ta malih ali pa starši, roke so lahko potne od truda, ne, lahko so boleče, pisanje je pa krčevito, če si predstavljate, ne teče, ampak se ustavljajo, gibi so sunkoviti in se ustavljajo, okorni in tako naprej, ne. Tako da, bom rekla, je teh kompenzacij negativnih zelo veliko razvitih pri otrocih, ne. Potem, če gremo pa zdaj še na drugo, ne samo na fino motoriko, kakšne kompenzacije razvijajo, so pa tudi, ne vem, da sedijo na stolu, pa imajo spodvito nogo pod stol, da se presedajo, da so zasukani, pa pišejo nekako, pa do tega, da se recimo izgubljajo med vrsticami, imajo slabo orientacijo na ploskvi, v glavnem, vse to potem lahko pripisujemo, ne nujno, da vedno samo grafomotoriki, ampak lahko je eden izmed vzrokov oziroma težav slaba grafomotorika, ne. Tako da to, no, zdaj tukaj si lahko pogledate, kakšna je drža, to je držalo za pisalo, to se kupi v vsaki knjigarni, papirnici imajo različne izvedbe, tako da lahko tudi s tem otroku pomagamo, to je pa tulele na ilustraciji, je pa v bistvu pravilna drža svinčnika, ki, ko sem rekla, jo lahko pri predšolskem otroku s tem kljunčkom naredimo. No, zdaj vam bi pa rada še pokazala nekaj primerov težav z grafomotoriko. Dobro, tukaj je, ampak so nedodelane črke, tudi spuščanje in tako naprej. Tukaj se mi zdi pa zelo zanimivo, tudi se vidi, ne, da je grafomotorika zelo slaba. Se pa vidi, a vidite to, kar sem prej govorila, ta prostorska deorientacija, ne, pač nima, ta deklica ima težave tudi z prostorsko orientacijo, ona ne piše tle, ne, ampak to je v primerjavi z lanskim letom je to velik napredek, ne. Je pa odvisno tudi od njenega dneva in vsega. No, to je še en primer, tukaj v bistvu gre pa, v teh obeh primerih gre pa že disgrafijo, no, to je pa že huda oblika pač težav z grafomotoriko, ne. Tako, no, tudi tukaj vidite, opazite, to prostorsko
dezorganizacijo. V bistvu to se vidi tudi že predšolski otroci, ne, ta mali, to itak še ni razvito, ampak potem pa, ko se bližajo vpisu v osnovno šolo, pa se že ene stvari skristalizirajo in pokažejo. Okay. Tako. Zdaj, kaj lahko naredite vi kot starši, kot vzgojitelji, saj vzgojitelji, jaz vem, da to zelo obvladate, in da tudi spodbujate te stvari. Torej, grafomotorika je dobra grafomotorika je predpogoj za estetsko, lahkotno in pa dovolj hitro pisanje. Se pravi to, kar smo rekli, funkcionalno pisanje. In da to dosežemo in to lahko dosežemo v predšolskem obdobju in pri otrocih v bistvu preko igre in pa nekih različnih dejavnosti že od najbolj zgodnjega otroštva. Ne. To naj nikar ne bo prisilno posedanje za mizo, pa ne vem, da boš pa pisal, pa vlekel črte, pa ne vem kaj ne, ker se bo otroku to zamerilo in boste najbrž imeli zelo, zelo veliko težav čez celo osnovno šolo za pisanjem. Tako da otrok na kak način lahko pač uri svojo grafomotoriko, v bistvu skozi čisto preproste in enostavne stvari. To so gnetenje plastelina, gline, oblikovalnih mas, to je vse za fino motoriko. Oblikovanje, igra s peskom. Zdaj, če si tisti, ko ste starši, pa niste vzgojitelji, pa si lahko predstavljate, da te stvari vse počnejo v vrtcu, ker vem, da jih. Potem prijemanje, preprijemanje, nastavljanje na oblike z drobnimi predmetki, bom vam potem še tudi pokazala, imam slikice. Predmeti, ki jih imate doma, ni treba kupiti vele znanstvenih igrač in ne vem kaj še vse, kar prodajo v trgovinah in pojočih in smejočih, ampak uporabite stvari, ki jih imate doma, ki jih najdete v vaših predalih in probajte otroka zaposliti s tem. Enkrat sem gledala, ne vem, kje sem najdla to in mi je žal, ker se nisem shranila, en posnetek, kjer so otroku majhnemu, ne vem, enoletnemu ali pa dveletnemu dajali starši na izbiro en predmet iz gospodinjstva, pa eno tako veleumno igračo. Otrok je vedno izbral tisto, kar uporabljajo vsak dan v gospodinjstvu. Nikoli ni posegal po tisti pisani igrači, ki ima milijon zvokov, ampak je raje vzel, ne vem, nek daljinec ali pa od televizije ali pa karkoli drugega. Tako da pač to je to, kar počnete. Potem, da prijemajo v roke predmete različnih oblik, v kuhinji, kuhalnica je lesena, žlica je kovinska, da je tekstura druga, da začuti to razliko, da, ne vem, prime tisto metlico za stepanje, ko ima noter tiste žičke, pa da jo prime, pa proba, da, ne vem, proba, kakšen je krožnik, kakšna je skleda plastična. Pač to so te teksture, da ne vem, skleda je lahka, ker je plastična, nekaj je težko, ker je leseno, ne vem, pa različne stvari probajte, domišljija, ne pozna meja. Potem lahko vtikate, natikanje, premikanje kroglic, lahko makarone natikate, to jaz vem, da so včasih, zdaj ne vem, če še delate vzgojiteljice, makarončke na verižice za mamice. Pa to je doma lahko uporabno, ne rabite kupiti zdaj posebnih, ne vem, kroglic za natikanje, ampak to je to. Lahko vzamete ščipalke, otroci blazno radi uporabljajo ščipalke in z njimi, ne vem, se igrajo, pa jih dajte, bom pa pokazala še pač na vrvico, na škatlo, kamorkoli. To so stvari iz pač domačega okolja. Potem kocke, sestavljanje kock, kakšne sestavljanke. Potem imamo pa še to ležečo osmico, zdaj ne vem, koliko poznate, obstajajo take lesene kupice dajo, lahko se pa tudi samo nariše osmica, pa je glih tako, ok. In se potem, to je za te križne gibe, ki sem jih že omenjala, se potem igra po
recimo s prstom vleče po osmici, ne, tako, lejte, tle spodaj, če vidite, imam jaz osmico narisano in se gre tako. S prstom, s frnikulo, obstajajo take lesene podloge, ki ima že noter kot en žlebiček osmice in pol potisnem krasna frnikola, recimo gre, ne, ali pa palčka, karkoli drugače, pa narišete in pač delate s tem. Ali pa brivska pena z brivsko peno na ogledalo pa osmica rišete. To otroci uživajo še pa še, ne. Tako da to. Potem seveda otroci pomagajo v kuhinji, režejo, lupijo, karkoli se vam zdi, da ne bo preveč pospravljene, ali pa tudi, če je, ne, gnetenje testa in tako naprej. V bistvu, jaz bi tle rekla, da tukaj imajo babice malo več potrpljenja za čiščenje kuhinje. Po lastnih izkušnjah. Tako da otroci majhni so zelo zainteresirani za delo v kuhinji in za pomoč in s tem, če vam pomagajo in jih usmerjate, lahko fino krepijo svoje fino motoriko, no. Pa seveda čečkanje, barvanje, risanje, oblačenje, tudi zapenjanje gumbov, odpenjanje gumbov, vezanje vezalk, to vse spada k fini motoriki in pač spodbujanju tega. Tudi trganje, mečkanje papirja. No, in šele potem na koncu so te grafomotorične vaje z grafičnimi elementi, ki jih vidite tukaj in jih pač otrok potem vleče. Ampak to vas bom pa pol pozneje tudi opozorila, kaj je tukaj, bom rekla, mislim, nevarno, no. Tako da pač je to nekako to. No, zdaj pa gremo do teh pripravljenih vaj. Zdaj, te vaje so, tako kot sem rekla, obstajajo v milijon variantah, od majhnih do velikih, takih in drugačnih formatov in vezav in piši, briši, ne vem še kaj vse, ne. Ampak te vaje, jaz mislim, da so dobre predvsem za otroke, ki radi rišejo ali pa ki nimajo težav, recimo. Ker večjih težav, to je za neko vajo, za pač neko dodatno stvar, zaradi tega, ker prvič zahtevajo premajhno število ponovitev, da bi otroci to lahko dovolj usvojili, če imajo težave. Druga stvar je pa, da v bistvu so dolgočasne. In to zelo rade mogoče delajo kakšne pridne punčke. Enega fanta, ne vem, starega 5 let, pa si jaz ne predstavljam, da bi to lahko vlekel dlje časa, ne, ker, ne vem, se pa moje mamici in tako malo odpelje, da ga tam držijo. Zato je pomembno pač, da pristopimo na drugačen način. Bom povedala še kako. Otroci v bistvu, ko imajo večje težave, potrebujejo sistematičen trening urjenja, ki pa ne zajema samo te grafične elemente, ki ste jih prej videli na tisti majhni slikici, ampak še kaj drugega, ne, in zadostno število ponovitev vaj. Se pravi, tu ni dovolj, da ti narediš eno vrstico vijugic in bo potem težava odpravljena, ne, kar ne bo, ne. Ampak je pomembno, da je teh vaj veliko. Zdaj, koliko jih bo, je odvisno od otroka. Pač od tukaj vedno izhajamo to od otroka, ampak vseeno, tudi starši, to, kar bom zdaj povedala, pač trening, ki se ga sistematično, mogoče bi bolj lotile tako zavedno vzgojiteljice ali pa učiteljice, starši pa ga lahko jemljete kot igro ali pa kot spoznavanje ali pa dodatne naloge ali pa bolj zanimive naloge pri otrocih. Nič posebnega. V bistvu gre za to, da najprej otrok na neko bom to še povedala, kakšne so lahko, riše, to je prvi korak, riše s prstom, nič je pisala, tako, da ga druga mamica drži za roko in potujeta, ne vem, potem po različnih podlagah. To je prvi korak. Potem drugi korak je, da
ta otrok to nalogo dela sam. Ne vem, imate na enem velikem formatu vijuge in gre sam s prstom. Šele potem pridemo do pisala, ampak še vedno, če ima velike težave, mu pomaga mami ali vzgojiteljica in ga vodi s pisalom, z barvico po teh črtah. In potem naslednji korak je pa, da otrok sam piše. S tem, da otroci, ko nimajo velikih težav, naredijo samo, mu pokažete in on bo sam naredil s prstom ali pa z pisalom, ne. In pa, ko vidimo, najprej potem ponavljamo to vajo in ko vidimo, če vidimo, da ni napredka, se vrnemo nazaj k tej vaji in potem šele nadaljujemo naprej, ne. Tako da to. Zdaj pa te podlage, kakšne so. Zdaj, otroci, dolgočasno je, če ti sediš, tako kot sem že rekla, neki živahni fantje, ne rabi imeti nobenih težav, bojo zelo težko pri 4 letih sedeli in nekaj deli. Mogoče kakšen, ja, pa en kratek čas, ja, da bo pa večkrat, pa vidijo starši ali pa pri 5, da ima težave, pa da se šola bliža, bo pa težko. Torej, kaj poiščemo? Poiščemo različne načine. Lahko stojijo za mizo, se to jim je najbrž ravno prav visoka, za tisti položaj, ko sem rekla že prej, telesa, pa dela tam. Lahko sedi. Ni pa priporočljivo, da leži na tleh, zato ker takrat so pa mišice vključene različnih mišice drugih skupin in to ni dobro za pač utrjevanje teh vzorcev. Torej, lahko riše samo po zraku, lahko po steklu, lahko po tabli, lahko po ogledalu, lahko, ne vem, to sem enkrat prinesla, tiste zip vrečke, če poznate, ne, pa noter nalije šampon, in zapreš vrečko in spodaj daš lahko eno lepo podlago s črtami, ali pa če ne daš. To so delali in kar je dišalo in lepo je bilo in prijetno je na otip, recimo, krasna podlaga za neko izvajanje nekih grafomotoričnih vaj, ne. Potem kakšni blazno radi imajo riž, nasuješ v večjo posodo in potem rišejo po rižu, po polenti, po zdrobu, ne vem, kaj še, po leči, po kamenčkih v končni fazi, mivki in tako naprej, no. Tako da teh variant je zelo veliko. No, tako, to je glede podlag, potem, kako izvajamo, sem povedala, pa imamo pa še pomembno, tako kot sem rekla, pa paziti na držo telesa in pa na držo pisala. Pri prstu pač ne bo, ne, je kazalec, pri svinčniku pa pač ta pravilen prijem, ki sem vam ga pokazala že prej. Tako da to je to. Zdaj bi vam pa rada pač pokazala še nekaj teh stvari, ki sem vam jih zdaj opisala, da si jih boste bolj konkretno predstavljali. Tukaj imamo, glejte, pač nekaj podlog z liki, ko so spoznavali, pa črtami in tako naprej. To je 1. razred naše šole. Tale fantek polaga gumbke, krepi pincetni prijem, ne, hkrati like in pač vse to, če se spomnite, kaj sem povedala. Tale deklica kamenčke, mislim, da polaga, ta da pa koruzo, no. To zelo radi delajo. Tukaj enako, podobna aktivnost za razvoj fine motorike, flaškice, tako vidite. Ne rabite doma nobene igrače druge kot nekaj praznih stekleničk, fižol, koruzo, spoznavajo ob tem še lahko semena in potem to zlagajo z prski. Saj se znajdejo, ne, ko jim ni, pol je to hiter nakup, skupaj s celo roko not, ne, to so že izkušnje. Ampak na začetku jim pa je sigurno zanimivo. Tule se mogoče bolj vidi, kakšne so te fiji teh stekleničk, večji, manjši, vene lažje, vene težje. Tako, no, to so te ščipalke.
na razne načine lahko natikajo. Tukaj še najboljše je pa, da kar pomagajo pri stojalu in da jim pustite, da iz stojala za perilo poberejo vse kljukice in jih dajo v škatlo. To bojo zagotovo zelo radi delali, ne. No, tukaj je pač en primer, neke take velike pincete pa z kroglicami. Tu delajo, recimo pri tej delajo mišice zapestja. No, to pa imajo fantje radi, kar obe dve pokazala. Pač mi v šoli smo en tak pripomoček naredili, drugače pa najboljše starši Atkova delavnica in orodja in ta pravi šravfi, ta prave matice, odvijanje, navijanje, šravfanje, to tudi fantje zelo radi počnejo. Vse dekleta tudi, no, ampak fantje se mi zdi, da to pa res. Lahko pa tudi tako na tak način šravf, tole je pač narejeno tako, da se zavije in odvije in pač en pripomoček, no, ki ga v šoli imamo. To je naše obuvalo, ne. Vi kar probajte na pravih čevljih, ne. Jaz sem pač to kot ena zanimivost, ker naši otroci z razvojnimi motnjami imajo še pač večje težave, bolj izražene in rabijo pač večjo površino za vezati, ne, oziroma pač lažje jim je tako, no. Tako, evo, še nekaj materiala, žličko lahko z roko, lahko žličko, to je vse, žlička je zapestje, roka pincetni prijem, pač razvijanje. To je ena enostavna stvar, ki jo lahko naredite doma, ne rabite pa nič drugega kot en karton, pa tele kosmate žičke, ki se jih v trgovinah za ustvarjanje kupi, jih prilepite gor in narežete slamice na koščke, če so barvne slamice, še toliko boljše in potem otroci natikajo in nizajo v neke vzorčke, ne. Preprosto, ampak zelo tako. In to je še ena taka pogruntavščina, podobna, stiropor, palčka za ražnjiče, slamice in pač natikaš gor, ne. Pa še bi se verjetno kaj najdlo, pa pač imamo premalo časa. Tako da to so pač tipično, to vem, poznamo vsi žebljički, tle imamo še narisane ene oblike, lahko tudi to s prstom in natikamo gor in tako naprej. Ta so kamenčki, zelo prijetni tu. No, pri teh naravnih materialih bi še to povedala, to je pač senzorna integracija še zraven, to pomeni, da otroci preko senzorike pač jim potujejo v možgane te impulzi, ki jih dobivajo preko čutil in se tam integrirajo. Marsikateri otrok ima težavo z tem, ne. To je sicer tema, to je bilo tisto predavanje Breda, zakaj me volna pika, ne. Nekoč, tako da je pomembno, da delate, to sem hotela reči, z naravnimi materiali, ker dobijo otroci še pač neke ugodne občutke, prijetne občutke v svojo, bom rekla, v svoje možgane, kjer se potem integrirajo in razvijajo določene stvari. No, to pa tudi poznate, pač take kroglice za natikanje. In smo na koncu mojega predavanja. Tako da jaz bi rekla, izkušnje so, tako kot sem najdla to misel, da so izkušnje najboljša šola, samo včasih je šolnina zelo draga, ne. Tako da jaz vam želim vsem veliko pozitivnih izkušenj, veliko, ne vem, iskanja izkušenj, pa da ne bodo te šolnine predrage, ne. Zato pa kdaj lahko tudi vprašate koga za nasvet, če se vam kaj zalomi, tako da pač hvala za pozornost. Jasna, najlepša hvala za tako izčrpno predavanje. Slišali smo toliko lepih stvari in vsak od nas, ko je poslušal, je prav gotovo preslikal to na svoje življenje v družini, med svoje otroke, s katerimi dela, in je dobil marsikateri odgovor. Zdaj pa mogoče med vami, spoštovani,
poslušalci in gledalci tega našega predavanja. Če ima mogoče kdo kakšno vprašanje, je Jasna pripravljena, da vam odgovori. A je mogoče kakšno vprašanje? Jasna, mislim, da je bilo... Aha, ja. Lahko jaz, glede na to, da je Jasna moja v bistvu bližnja, bom rekla, sodelavka oziroma sodelavka, da jo pač zelo dobro poznam, kot v bistvu, ker sem tudi sama defektologinja, čudovito predavanje, res. Pa pač, da so te izkušnje, bom rekla, nekatere poznane, nekaj je dodala nekaj novega, tako da mislim, da čudovito, marsikaj je opomnila, spomnila, tudi dodala, tudi iz tega defektološkega vidika in mislim, da tudi za vzgojitelje ali za starše pač na takem dosti primernem nivoju. Tako da Jasna, vse čestitke. Hvala za povabilo. Se pridružujem vašim čestitkam. A ima mogoče kdo zdaj kakšno vprašanje še? Če pa ne, Jasna, bi pa, če dovoliš, bi pa ti povedala eno svojo to iskrico ob tvojem predavanju, ko si razlagala, kako pomembno je, da otroci sedijo, da imajo trip-trap stolček, da je pomembno, kako imajo rokice pač do komolcev, da so nogice fiksirane na tleh, praktično, da so prizemljeni. In sem pomislila na en dogodek iz naše knjižnice. Vem, da v vrtcih je vse idealno, so idealne mizice, idealne stolčke, v knjižnici pa pač tega nimamo, oziroma zdaj smo končno dobili prave stolčke in mizice za otroke. In sem se spomnila na en dogodek, ko smo imeli pravljično urico in otroci so sedeli na zelo visokih stolih, takih za odrasle, celo tistih lesenih, ko so taki zložljivi. In seveda, čez nekaj časa so med pravljico vsi začeli bingljati z nogami. In seveda, normalno, če ne sediš dobro, potem se ne moreš skoncentrirati na ali poslušanje ali na delo. Res je, na katerokoli dejavnost. Tako. Drži. Pa še nekaj bi vprašala, Jasna, tako si vse lepo šla ta razvoj grafomotorike pa to. Zdaj me pa zanima, mi smo imeli od leta 2016 organiziramo ta predavanja za starše, za vzgojitelje in učitelje v naši knjižnici in smo res obdelali branje, potem govorni razvoj otrok, zdaj smo imeli to grafomotoriko, meni strašno zanimivo. Me pa zanima, če lahko potegneš kakšno sporednico, ali sta kako vplivata grafomotorika in branje en na drugega. Je to kakšna povezava s tem? Se vemo, težave so pri pisanju, težave so pri branju. Kaj bi nam lahko tukaj čisto na kratko povedali? Ja, zagotovo je povezano, ker to izhaja vse od, v bistvu, bom mogoče jaz na moji izkušnji, jaz ko otroka vidim motorično, pa to jaz vidim, opažam, ko hodimo tako na kakšna svetovanja vrtce, da tudi vzgojiteljice to dobro opažajo, zaznavajo. Jaz pridem v skupino otrok in pogledam otroke. V bistvu prvič sem tam, prvič jih vidim, nič ne vem o njih, in ko pogledam otroka, takoj opazim tiste, ki izstopajo. Zakaj jih vidim? Zato, ker izstopajo po motoriki. Ker se vidi odstopanja prvo je velika motorika, to, kar sem opisovala, pine pa niti ne vidiš takoj na prvi pogled. In to je tisti znak, ko ti lahko posumiš pri otroku, pa če odstopa, se zato tudi pediatri se opravičujem, se moram nos obrisati, ko pediatri bom rekla, te mejnike razvoja opazujejo. In če so odstopanja, zagotovo nekaj pri otroku se ne razvija tako, kot bi se moralo. In če se ne razvija, potem to pripelje do branja, do motenj branja, do motenj pisanja, učnih težav in tudi razvojnih motenj. Tako da jaz bi rekla, da se vse vidi, mislim, začetek je pri veliki motoriki. Ali pa recimo, jaz imam pač izkušnjo, da grem lahko za mojimi učenci, ko imajo šport,
v šoli v telovadnico. Ali pa če grem na DSP, pa grejo tam. V glavnem isto, pri teku vidiš otroka, kako teče. Jaz bom takoj že vedela, bom pa vprašala, učiteljico, kaj je tukaj ni okej. Ker otrok, ki stopa, ne vem, na celo nogo, ki je, ne vem, kot en medo, ne, dum, če si predstavljate, ko teče po telovadnici, tak ima neke težave. Če jih ima pri veliki motoriki, potem jih bo zagotovo imel tudi pri fini motoriki in posledično tudi verjetno branje, ker te stranskost in vse te stvari se tudi kažejo pri branju, ne samo pri pisanju. To, kar sem opisovala, da je potrebno za razvoj grafomotorike, je tudi potrebno za razvoj branja. Tako da so zagotovo, je povezano to vse. Vse je povezano, ne? Ja, super. Mogoče to sem še hotela, sem prej mi je misel ušla, v bistvu, da otrok, recimo, ni usvojil dobro motorike telesa. Rekla sem, kako se motorika razvija, v katerih smereh, ali od vratu navzdol, ali pa od sredine navzven. In če se še ni dobro razvila v tem delu navzdol ali pa navzven, je še vedno tukaj, potem ne morejo, če recimo ne funkcionirajo roke, potem ne bo, ker ni še razvita, ker je še razvoj tukaj v sredini, potem so težave, recimo pri grafomotoriki. To, kar sem pa rekla, stranskost in te stvari pa vplivajo tudi na branje, seveda. Tako da je povezano vse. Seveda, vse je, ne. Najlepša hvala. Ja, nič, zdaj smo šli malo že preko, obljubili vam samo 1 uro, pa se je malo potegnilo, ampak mislim, da je bilo zelo super. Najlepša hvala, Jasna Banovec, za tako res čudovito, izčrpno predavanje, oziroma zelo všeč so mi bile tudi te fotografije iz vašega delovnega okolja in sem pravzaprav ugotovila, da v trgovinah sploh ne rabijo prodajati igrač, ker igrač je v naših kuhinjah in delavnicah nešteto. Tako da vsem želim, hvala Jasna, vsem vam pa želim uspešno in srečno še naprej in hvala za pozornost. Nasvidenje.